V pogovoru z Eleno Pečarič po ogledu dokumentarnega filma Elena nas je zanimalo, kako dolgo je dokumentarec nastajal in kako se je porodila ideja zanj. Film je nastal zelo hitro, praktično 5 mesecev, ali pa še manj, ne vem. Idejo je dobila Katja Lenart, ki je tudi režiserka. Želela je prikazati, kaj jaz se počnem. In v bistvu potem smo se prepustili toku dogodkov. Mislim, da v tem svetu, kar živimo, pozabljamo na to, da smo smrtni in se v bistvu grevamo za stvari, ki so čisto brez veze. In v bistvu zdajemo najboljši del od sebe za neke materialne dobrine, za neko slavo, ki praktično lahko že jutri mine in pozabljamo na pomembne stvari. Zdaj, kaj je pomembno, nočem biti moralistka, mora vsak najti pri sebi. Ne glede na to, da v filmu odkrito kritizira javni zavod RTV, nismo mogli mimo vprašanja, ali meni, da se bo film kdaj predvajal na nacionalni televiziji. Bo. To imamo že zagotovili. Producenti pa nameravajo film predstaviti tudi na festivalih v tujini. V Amsterdamu, v Cannes, pač te festivali, ko smo omenjali dokumentarnim filmom. In kaj film pomeni Eleni? Ena nova izkušnja, tako da je bo kar zabavno. Jaz želim, da ljudje vidijo, da vsak od nas je lahko nekaj posebnega, lahko nekaj da za skupnost, za druge in da moramo biti aktivni in da ne sme biti vseeno, kaj se z nami dogaja v bistvu z našimi bližnjo in daljno okolico. Kakšne še imate v bistvu ambicije za naprej? Ne vem, mene vedno kaj preseneti. Jaz nisem mislila, da se bo vse to zgodilo. Tudi, ne vem, političnega udejstvovanja pred 3 leti in pol ne bi nikoli načrtovala, ampak se je zgodilo. Tako da jaz imam seveda neke plane, predvsem biti politično še bolj vidna in tudi spodbujati ljudi, da bojo tudi oni prispevali kaj v tem kontekstu, ampak zaenkrat so to pač kratkoročni plani. Kako pa je z ovirami, s katerimi se Elena srečuje v vsakodnevnem življenju? Se stanje v zadnjem času kaj izboljšuje? Mislim, da ne. To me res v zadnjem času frustrira, ker vidim, da kolikokoli je pač nekih novih teorij, konceptov in tudi zakonodaje mogoče na prvi videz bolj napredne, se pač stare prakse, ne vem, koruptivne konec koncev in tak nepotizmi in pač tisti, ki ima moč, pride prej naprej, še vedno v bistvu so v ospredju. Mislim, da dokaj ne bomo s tem počistili, ni možnosti, da bi bilo kaj boljše. Veliko se prevozi z avtomobilom. Kakšno je torej njeno mnenje o slovenskih cestah? Kaj pa vem, ni tako hudo, ne. Sem več na hujših. Sem se vozila po Češki, pa je bilo hujše. V njenem življenju pa je bilo tudi obdobje, ko si je želela biti nuna. Jaz sem prišel hodila k Maši, ker sem verjela v tisto, kar so tam govorili, ko so spoznali, da je to en velik blef. Sem se obrnila in zdaj pač me ne bo noben pridigal več zobe na svoje limbice. Tako da je tudi zelo dobra izkušnja.